Trikotnik znanja naj bo vizija razvoja regije. Celjski poklicni gasilci bodo prihodnji teden praznovali 60 let delovanja. Celjski policisti pri kar 4 osebah zasegli prepovedano drogo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško konec tedna pri Bešiktašu začenjajo novo sezono Lige prvakov. Lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Povezovanje izobraževanja, raziskav in inovacij je bila glavna tema današnjega posveta v Celju. Skupaj z Razvojno agencijo Savinjske regije ter stičiščem nevladnih organizacij Savinjske regije sta ga organizirali lokalni gospodarski zbornici. Organizatorji so s posvetom želeli v družbi spodbuditi interes, da postane trikotnika znanja vizija razvoja regije. Pomembnost dobro delujočega trikotnika znanja, torej povezave med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami, je začrtana v Lizbonski strategiji, hkrati pa je prelivanje tega v konkretne projekte del nacionalnih reform članic Evropske unije. Na inštitutu IPAK, kjer podpirajo razvoj nevladnih organizacij, ugotavljajo, da je pri spodbujanju povezovanja mogoče narediti še marsikaj. Ugotovili smo, da je teh organizacij veliko, 3200, vendar malo zaposlujemo. Malo je zaposlenih nevladnih, recimo na Nizozemskem 15% ljudi dela v tem neprofitnem sektorju. In da bi to poboljšali, mi moramo razvoj pospešiti na nivoju regije. Izhajali smo iz strategije Lizbonske, katero se je postavilo, da je potrebno povezati inovatorstvo, to predvsem gospodarstvo, izobraževanje in raziskave in znanost. In smo tudi naredili ta trikotnik znanja, kot se imenuje ta koncept. No, jaz mislim, da se še veliko bi dalo izboljšati. Zaradi tega mi hočemo vse te pomembne akterje dati skupaj in z določenimi ukrepi. Mi ugotavljamo, da mi nismo dovolj izobraženi, bi rekel, usposobljeni za to področje in če bomo uspeli to narediti, potem bo tega veliko več in za podjetja bo veliko bolje kot za regijo v celoti. Po ugotovitvah raziskave Lare Bizjak in Mojce Rozman podjetja v Savinjski regiji prejmejo le slabega 0,5% vsega letno razdeljenega denarja javne agencije za raziskovalno dejavnost. Prav tako podjetja večinoma prijavijo zelo malo patentov. Podjetja v Savinjski regiji so ga zagotovo, vsaki delujejo zelo inovativna, kajti moje osebno mnenje, če podjetje ni inovativno, nima prihodnosti. Je pa drugo vprašanje, ali te inovacije zapišejo ali ne. To pa je potem tisto, ko šteje v statistikah in nam daje neke merljive številke, v katerih pravimo procentualno smo boljši ali nismo boljši od drugih regij. Sicer pa mislim, da je stanje solidno, dobro, da več sodelovanja, več vključevanja mladih z novimi znanji v podjetja, z dajanjem priložnosti nam bo v prihodnosti bistveno lažje. Na posvetu so predstavili tudi primer dobre prakse, aplikacijo za zdravo življenje 24A Life, ki je nastala pod okriljem Razvojnega centra informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec. Kot inovacija je nastala sama ideja, kjer je v povezavi z različnimi univerzami in znanstvenimi organizacijami pripeljala do tega, da je projekt znanstveno podprt z nivojem raziskav in hkrati znanje, ki ga imamo, želimo vračati posameznikom preko in naše mobilne aplikacije in naših različnih aktivnosti, da to znanje, seveda, ki ga imamo preko raziskav in same ideje, vračamo nazaj. Na inštitutu IPAK so pripravili tudi možne ukrepe, ki bi pomagali tako pri razvoju kot povezovanju. Mi bomo te ukrepe poskušali prek gospodarske zbornice poslati na gospodarstvo, mi bomo pošiljali nevladnem sektorju in izobraževanju, verjetno bomo še kakšno srečanje naredili, poskušali bomo zelo konkretno neke stvari narediti kot ta center uporabnih znanj, inkubator nevladnih organizacij in podobno. Dva izmed ukrepov sta tudi po vzoru Silicijeve doline organizirati skupine strokovnjakov za področja razvoja, izobraževanja, inovacij in trikotnika znanja ter promocija znanosti in tehnologije med mladimi. Gasilska zveza Celje in poklicna gasilska enota Celje letos praznujeta 60 let svojega delovanja. Praznovanje visokega jubileja boste obeležili številnimi dogodki, ki se bodo zvrstili med 24. in 26. septembrom.
Tako celjski poklicni gasilci kot vsi prostovoljni gasilci združeni v Gasilsko zvezo Celje v tem času praznujejo 60 let svojega delovanja. Visok jubilej torej, ki ga bodo primerno obeležili v prihodnjem tednu. 60 let, to je že ena dolga doba in je tudi veliko za pokazati in veliko za povedati. Mi imamo osrednji dogodek, ki je prav gotovo velika skupna gasilska vaja, ki jo bomo imeli v soboto, 26. pred mestno občino Celje. Tu bodo sodelovali tako poklicni kot tudi prostovoljni gasilci in pa tudi helikopter Slovenske vojske. In mislim, da bo to nekaj za pogledati, nekaj zanimivega in seveda upam, da bo čim več Celjank in Celjanov prišlo pogledati gasilce. Gasilska zveza je pripravila monografijo, poklicna gasilska enota je pa pripravila film o svojem delovanju. In oboje bo predstavljeno četrtek, se pravi 24. v osrednji knjižnici Celje. V 60 letih se je delo tako prostovoljne kot poklicne gasilske enote spreminjalo, tako po obsegu dela kot po opremi. Ja, razlike so ogromne. Pa ne razlike v 60 letih, ampak že razlike v 10 letih zadnjih so pravzaprav zaznamovale tako našo enoto kot tudi Gasilsko zvezo. Lahko rečemo, da se je skoraj vse spremenilo. Od oblek gasilskih do opreme in pa seveda tudi veliko se je spremenilo v gasilski tehniki in taktiki, se pravi tudi v usposobljenosti. Danes je to povsem nekaj drugega, kot je bilo pred leti. Poleg predstavitve monografije in filma pa gasilci pripravljajo še v petek, 25. septembra, odprtje filatelistične razstave v City centru Celje, ob 18. pa svečano akademijo v Narodnem domu v Celju. V soboto predstavitev reševalnih služb med 9. in 13. uro na parkirišču Spodnji grad in ob 10. taktično vajo prostovoljnih in poklicnih gasilcev na objektu mestne občine Celje. Policisti policijske uprave Celje so v preteklih dneh kar 4 osebam zasegli prepovedane droge. S pomočjo vodnikov službenih psov so pri 19-letniku iz območja Prevalj zasegli 11 paketov bele prašnate snovi, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo speed. Policisti so na Koroškem pri 2 osebah zasegli manjšo količino konoplje, pri eni osebi pa zavitek praškaste snovi prepovedane droge speed. Zoper kršitelje so policisti podali več kazenskih ovadb zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Rokometaši Celja Pivovarne Laške so v 3. krogu državnega prvenstva sinoči v Ribnici zmagali s 36 proti 26 in s tem ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice. Ta konec tedna bodo Celjani začeli tudi z nastopi v Ligi prvakov. V prvem krogu bodo v soboto gostovali pri turškem Bešiktašu. V celjskem taboru se še naprej ukvarjajo s številnimi poškodbami. Edina moja želja je, da končno enkrat v bližnji prihodnosti sestavim celotno ekipo skupaj in z njo treniram vsaj 10 do 14 dni, ker vem, da bomo takoj 10, 15, 20% boljši. V isti sapi moram nekako pohvaliti vse ostale igralce, ki so imeli včeraj eno zahtevno tekmo v Ribnici in so to, bom rekel, oddelali zelo profesionalno in tako, kot si sam želim. In na koncu tudi gladko dobili to tekmo, ki je predstavljala, bom rekel, določeno past za našo ekipo. Na drugi strani dobra ekipa Ribnice v njihovi dvorani, vemo, da zelo neugodno z eno izjemno prepričljivo tekmo v Mariboru, kjer je na njihovem terenu deklasirala Maribor, ekipa, ki že 3 sezone in več igra skupaj, se pozna do obisti. Ampak kljub, bom rekel, začetnim težavam, ki smo imeli, smo to tekmo zelo dobro na koncu pripeljali do konca. Se pravi, želim si, da bi bili čim prej vsi skupaj zdravi. Vem, da to še nekaj časa ne bo, ampak moramo biti optimisti in optimistično gledati naprej. Moštvo Bešiktaša velja za izredno izkušeno moštvo. Previdnost ne bo odveč. V tem trenutku si upam trditi, oziroma bi si upal trditi, da če bi kljub vsem težavam, ki jih imamo, bila prva tekma pri nas, bi rekel, da bi to tekmo dobili, tako pa bo treba biti, bom rekel, maksimalno skoncentriran vseh 60 minut, biti res pripravljen na vse te stvari, ki jih bomo videli danes in jutri, oziroma jih bojo fantje videli, začutili, pogledali. Oni imajo isto razmišljanje kot mi, želijo si dobiti to prvo tekmo doma. Mi imamo iste načrte,
verjamem oziroma upam, da bo kdo od teh fantov, ki včeraj še niso igrali, zaigral. V tem lahko rečem, da je danes trening, ga ni oddelal Gal Marguč, ker ima zelo zateklo koleno, tako da smo zopet, bom rekel, fejst deficitni na desni strani oziroma na desnem krilu. Blaž Janc veste, da od super pokala še ni opravil treninga, tako kot je treba, tudi če bo igral, je nek manjko, se pravi treninga in še enkrat bom povedal, in to velja za skozi, da meni na prvem mestu je zdravje igralcev, nikogar nisem silil, nikogar ne bom silil, seveda si želim, da bo kdo pomagal, tako se tudi fanti želijo, ampak z glavo čez zid tudi sam ne dovolim, ker vem, kaj lahko to prinese, se pravi te poškodbe, te natrgane mišice za prihodnost in ni nas veliko, smo kar dobro razporejeni, bom rekel, in upam, da bo to dovolj ob dobri analizi za veselje v Turčiji. Začeli smo jih spoznavati, včeraj takoj po tekmi na poti, tako je že bilo preomenjeno. Čaka nas ena čvrsta, izkušena ekipa, namazana res z vsemi žavbami rokometa. To so igralci, ki so marsikaj že dosegli v Evropi, tam so zdaj vsi na kupu in moramo se dobro pripraviti. Sigurno naša prednost je v mladosti, v tej predrznosti. Pokazali smo, da lahko igramo zelo dober rokomet proti vrhunskim igralcem, ko so na vrhuncu svoje kariere. Tako da mislim, da se nimamo časa bati ob eni naši pravi čvrsti prepoznavni igri v obrambi in tej hitri igri, ki nas krasi. Morda oni malce računajo na te poškodbe, da nas je to okrnilo, ampak mi bomo šli glih tako v te tekme, kot smo šli do zdaj v T3 in pa mislim, da je naša za prednosti, da je ta slog igre, ki ga gojimo, predvsem je pomembna dobra obramba in prehod v protinapad iz te dobre obrambe, ker to je bil ključ do naših uspehov tudi v pretekli sezoni. Sobotni obračun Bešiktaša in Celja Pivovarne Laško se bo v Istanbulu začel ob 18. Jutri bo večinoma sončno, veter bo slabel. V soboto bo v severni Sloveniji pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, drugod bo deloma jasno. V nedeljo bo pretežno oblačno, na Primorskem dopoldne še delno jasno. Predvsem na vzhodu bodo rahle padavine, hladneje bo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.